Lepo pozdravljam vse vas, ki ste se danes udeležili študentske arene v Ljubljani, mlade in malo manj mlade. Želim si, da bi bil danes lahko z vami in da bi skupaj predebatirali vprašanje o mobilnosti in mladinskih politikah nasploh. Nažalost pa sem že pred časom obljubil, da bom prav na ta dan na podobno temo sodeloval na konferenci na Poljskem. Zato se na vas obračam v obliki videonagovora. Znano je, da se je od začetka trenutne gospodarske krize delež mladih nezaposlenih v Evropski uniji močno povečal celo na 20%, kar je dvakrat več kot pri ostalih. V nekaterih članicah, na primer v Španiji, je nezaposlenost kar 40%. Mladi so tudi sicer bolj izpostavljeni učinkom krize. Da bi se izvila iz krize, je Evropska unija lani pripravila razvojno strategijo z imenom Evropa 2020, ki želi ponovno spodbuditi gospodarsko rast v uniji. Ta pa mora biti pametna, vključujoča in trajnostna. Evropska politika mora biti pravična do vseh svojih državljanov in mora poskrbeti, da bo Evropa postala prijeten prostor bivanja tudi za naslednje generacije. Eden najpomembnejših ukrepov za doseganje teh ciljev je pobuda Mladi in mobilnost, saj je posvečena zmanjševanju brezposelnosti med mladimi. S tem problemom se spopada tako, da se priporoča izboljšave v evropskih izobraževalnih sistemih. Prav tako priporoča ukrepe, ki bodo zagotovili večjo mobilnost mladih Evropejcev. 5 milijonov nezaposlenih mladih v Evropski uniji je nezaslišano visoka številka, pa vendar je celo v času globalne gospodarske krize veliko delovnih mest v Evropski uniji nezasedenih, ker nam manjka ljudi z ustrezno izobrazbo. Istočasno pa na drugi strani čakajo v vrsta nezaposlenih mladi diplomanti nekaterih profilov poklicnih, ki jih družba in gospodarsko enostavno ne potrebujeta. Ta paradoks kaže na to, da je z evropskimi izobraževalnimi sistemi nekaj narobe. Zato mislim, da moramo v tem desetletju nadaljevati z reformami, tudi z bolonjsko. Vsekakor pa moramo pri tem upoštevati mnoge kritike, ki jih je reforma dobila v prejšnjem desetletju. Izjemnega pomena je, da zaradi krize ne začnemo varčevati ravno pri izobraževanju. Prav vlaganje v mlade generacije zagotovi boljšo prihodnost za vse. Zato smo bili zelo veseli predloga Evropske komisije za naslednje večletne finančno obdobje, ki namenja evropskim programom mobilnosti in mladine kar dvakrat več kot doslej, kot v prejšnjem finančnem obdobju. To je eno izmed redkih področij evropske politike, ki bo dobilo več denarja in ne manj. Splošen trend evropskega proračuna namreč, da se ga poskuša ohraniti na nesprejemljivi ravni ali celo znižati. Obenem je komisija predlagala kar nekaj organizacijskih sprememb v strukturi mladinskih programov in programov mobilnosti. Sam sem v pogovori s komisijo zavzemam, da se vsebina programa Mladi v akciji in drugih programov v prihodnje ne bi spreminjala. Gre namreč za najbolj prepoznavne evropske programe. Erasmus, Leonardo da Vinci so imena, ki jih pozna skoraj vsak Evropejec. V Evropskem parlamentu se bom torej še naprej zavzemal za to, da bi mladi dobili čim več sredstev za mobilnost in za potrebne izboljšave v evropskih izobraževalnih sistemih. O svojem delu v Evropskem parlamentu redno pišem na moji spletni strani in na mojem Facebook profilu, zato vas toplo vabim, da ju obiščete. V kratkem bodo na strani objavljene tudi najpomembnejše povezave do konkretnih programov, ki vam bodo v pomoč pri iskanju študijskih in delovnih izmenjav ter pri iskanju prve službe. V novembru pa vas bom preko Facebooka povabil, da se udeležite spletnega klepeta na moji spletni strani, kjer bom v živo odgovarjal na vaše vprašanja.